Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, po dobrih 2 mesecih, ko so šolarji osnovnih in srednjih šol znova stopili oziroma sedli v šolske klopi, smo tudi v oddaji Ozadja znova upregli konje in se lotili dela, da vam pripravimo zanimive zgodbe in vam predstavimo podrobnosti iz različnih svetov. In tokrat danes v začetni oddaji septembra gostimo glasbenike. Z nami sta danes 2 člana zasedbe, ki preigrava več ali manj glasbo, ki spominja najbolj na španski mehiški temperament. To sta člana zasedbe Mariachi Fiesta in Jalisco, gospod Miran Šetinc in gospod Andrej Pinterič. Lepo pozdravljena. Enako tudi vračamo, živja. Pozdravljeni. Kako ste člani zasedbe sploh prišli skupaj? Kako ste prišli do ideje, da se združite in preigravate takšno vrste glasbe, ki v teh koncih, roko na srce, ni najbolj pogosta? Ne vem, si ti prišel z avtobusom? Ali... Jaz sem z avtobusom prišel. Ko smo se dobili, mislim, da si z avtobusom. Z avtobusom. Ja, z avtobusom. Ker je bilo veliko potencijalnih mariačev. Ste imeli audicijo? Ja, približno tako. Dobro, ta stvar sega kar nazaj 13, 14, 15 let, nekje tak. V Dobovskem koncu je obstajala ena skupina, ki smo se pač vsako leto dogovarjali za maškarado, za Dobovski fašjenk in smo se vsako leto drugače želeli opremiti. In takrat se je porodila ideja v tej glavi, približno, zakaj ne bi bili nekaj mehiškega, pa smo se dogovorili, da bomo imeli mehiško ohcet. In vse je bilo v tem duhu, najprej za hec, potem smo se pač morali na to malo pripravljati. Dan za dnem smo se dobivali, sestavljali rekvizite, razne. In potem je šlo to tako naprej, da smo pa večkrat zaigrali kaj mehiškega, pod narekovaji tisto, kar smo takrat poznali, iz bivše Juge. Ste priredili na mehiško? Bom rekel, skoraj tako smo se držali tega, kak je v bivši Jugoslaviji bilo, recimo pesmi Slavka Peroviča in tisto, kaj je bilo prisotno takrat v naših krajih. In potem je šlo tako naprej, da smo šli tudi gostovati kot mehiška ohcet v Črnogoro. Takrat smo imeli srečo, da so nas videli. Mislim, da je bilo okrog 30,000 ljudi na karnevalu v Črni Gori in mi smo se držali skupaj, nam je bilo tudi to še bolj všeč, pa smo šli s tem naprej. To so bili dejansko vaši zametki. Mehiška ohcet je verjetno združevala ljudi, ki so bili glasbeniki in ne glasbeniki, pa ste potem iz te skupine ljudi izluščili tiste, ki ste potem naprej peljali to, da ste sedaj glasbena skupina. Tisti, ki so se pač nekako že ukvarjali takrat z glasbo, smo, tako kot rečem, skozi igro, skozi zabavo želeli nekaj narediti. No in potem, ko smo se iz Črne Gore vrnili, je bilo pa v Dobovi tudi takrat še možnost sodelovati na letnem fašniku. In tam je igral bend, mislim, da je takrat bil bend Ocvirk. No, jaz mislim, da je nekaj tazga zgodbe, ampak mene še ni bilo zraven takrat. Tebe še ni bilo, ampak lahko pa prekimavaš. Ja, tako je. No, iz zgodb poznam tole. Tako. No in takrat se je pa to začelo potem, ta ansambel, ime Ocvirka iz Sevnice, je prirejal en svoj večer. Svoj koncert v Sevnici. In njemu je tudi bilo to zanimivo, ko nas je videl, pa nas je povabil takrat tam. Sicer ne v teh oblačilih, to je bila čisto ena druga skupina od te, ki danes obstaja, na to bomo kasneje prišli. In tam je tudi narod, ko nas je zagledal, to je nekaj drugače, nekaj čisto drugega kot tisto, kar smo vajeni v teh koncih. In se je to prijelo.
Kakšne so bile pa potem glasbene želje poslušalcev, ki so poslušali vašo glasbo? So želeli, da zaigrate strogo kaj mehiškega, španskega, ali je glede na to, da v naših koncih vendarle nekako bolj prevladuje zabavna in pa narodno zabavna glasba, so želeli, da kakšno priredbo naredite v mehiški način? Ja, je res, prevladuje. Tista glasba, takrat niso poznali tega. Bom rekel, da je to, kar danes igramo mi, pa to, kar danes naša okolica, kjer smo mi doma, pozna, smo pa verjetno mi krivi temu, da so to spoznali bolj. Ker takrat so želeli slišati tisto razno, recimo Mama Juanita, tisto so poznali, Ajčavela, takšne, ki so jih igrali v klasične državi, tisto, kar se igra. Kar pa nima z originalom mehiške glasbe, ki je mi danes igramo, nima nekaj skupnega. Mogoče samo tema, pa malo prirejeno, ampak to, kar mi danes igramo, je res izvirno mehiško. Seveda, Mehičani uporabljajo španski jezik, tako tisto, kar ste omenila prej, špansko-mehiško, ne mislim španski jezik v Mehiki, ne, torej to mi uporabljamo zdaj in skušamo igrati čim bolj originalno, tako kot se to igra v mehiški narodni glasbi. Seveda tudi kaj novejšega že imamo na repertoarju, nekaj, kar tudi danes poznajo pri nas naši poslušalci. Tako da je to dokaj zanimivo in predvsem drugačno, kot je bilo tisto na začetku, kar je premirano meno. Kako pa se verzirate, kako se kalite v tem, da se nekako v vašem igranju čim bolj približite originalnim izvedbam? Na kakšen način se učite? Samo z vajo ali imate kakšne tonske posnetke, po katerih sledite? Na kakšen način? To je tle vsega, vsega. In tonski posnetki, notni zapisi. Seveda, ti moraš spremljati celotno dogajanje, kaj se v Mehiki dogaja. In Mehika je zelo daleč od tukaj. In nekih mehiških signalov sem niti nimamo, da bi to tako videli, ampak preko teh spletov, preko vsega tega se najde veliko tega. Sicer pa imamo kontakte z Mehičani v Mehiki, Mehičani v Ameriki in na koncu, kar bom Miran kasneje povedal, verjetno tudi z Mehičani v Sloveniji. Tako da ohranjate vseeno to vez, kljub temu, da je Mehika kar precej stran od nas. Ja, seveda, ker na koncu mi igramo tipično tako, kot oni igrajo, in moramo to vez obdržati, ker ni samo zaigrati to pesem, če ti ne veš, kaj ta pesem govori, ob kakšnih priložnostih se te pesmi igrajo. Oni imajo malo bolj drugačne, recimo same serenade, to ste slišala verjetno. Serenada ni samo ena pesem, ne vem, ki tako igraš, temveč serenada se zgodi pod oknom, fant dekleto pride zapet, to ne pomeni, da je on glasbenik, ampak recimo ti lahko najameš v Mehiki glasbenika, ki pride. Ja, mariači, to se mariači, ki igrajo tole, in prideš ti izpred njih tam pod balkon, in oni zapojejo in zdaj, če vrže cvet dol, pol je vse v redu, včasih pa tudi kakšna voda prileti. Ne sme ji slučajno padeti, mora prav vršt, da ve, da je njemu namenjeno. Ja, sigurno, to je normalno. Iz kje, Miran, vse pa člani vaše zasedbe prihajate v današnji, sedajšnji obliki, kot danes igrate? V današnji, tako kot je sedaj. Kot je danes. Bom rekel tako, širša okolica, Brežic, to pomeni, če gremo iz sela pri Dobovi, Veliki Obrež v Dobovi, Mostec, od tam naš Andrej prihaja, iz Krškega imamo violinistko in pa zdaj imamo enega novega člana, sicer živi v Trebnjem, na Stari Gori, on reče, ker zelo lepo po slovensko že govori. Zakaj to pravim? Zato, ker je rojen in živel je, prednje prišel v Slovenijo, je iz Kube.
Aha, se pravi, je Kubanec. zelo blizu vaše glasbe. Ja, zelo bom rekel tako, da je zelo blizu in bom rekel tudi veliko pred nami s to glasbo, ker imamo to srečo, da je postal naš član. Je bilo kar nekaj truda vloženega, da smo ga pridobili. Zelo fajn možakar, lahko čisto tako po domače povem. Je pa, zakaj pravim pred nami, ker bomo in imamo možnost veliko se naučiti od njega, ravno tistih stvari, katere mi potrebujemo. Kajti on je igral z mariači na Kubi, v Mehiki, pa tudi v Slovenijo prišel in tle ostal. Zato imamo to srečo. Čeprav to ni edini član Mariachi Fiesta in Jalisco. V preteklosti smo imeli še enkrat člana kitarista iz Izraela, ki je igral z nami, pa še predtem pa enega violinista, ki je bil pa prav iz Mehike. Ne? Kje pa jih najdete? Te uvožene v narekovajih, ki vam zelo veliko lahko pomagajo pri vašem ustvarjanju. Skoraj bi tole rekel, mogoče pred tamo, ampak najdemo jih tako, oziroma skoraj večina primerov se je zgodilo, da so oni nas našli. Ne? Da so se znašli na prizorišču, kjer ste vi igrali. Mislim, da so nas prav poiskali. Prav poiskali? Prav poiskali, zato ker ni me bistveno. Recimo ta zgodba je lahko zelo obširna, kar se tiče teh Mehičanov, mariačev, ki pridejo v Slovenijo in kakšne želje imajo tukaj in pa kaj se pol z njimi zgodi. Nekdo potem tukaj ostane in on je resnično glasbenik takšnega kova, da mu je najbližja mehiška zvrst. Ampak potem tukaj dosti težko se je prebijati z mehiško glasbo v Sloveniji samo. Ni toliko ansamblov, ki bi igrali takšno? Sploh jih ni. Trenutno obstaja samo Mariachi Fiesta in Jalisco. Se pravi, ste edinstveni v Sloveniji? Ja, tako. Mogoče nismo edinstveni, smo pa edini. Ja, tudi edinstveni. Ja. No in zaradi tega nas verjetno tudi potem poiščejo, ker iščejo nekaj, to je ravno tako, kot če bi en Slovenec, ki pozna glasbo Slavka Avsenika, prišel živeti v Mehiko in bi se mu tam zdelo v redu živeti. Verjetno bi tam tudi iskal tisto, kar ti znaš, harmoniko, ali mogoče tam nekdo od tistih domačinov bi pa želel igrati Avsenikovo glasbo. In potem je to. In ti iščeš, ki prideš, aha, te so. In se ti odpre svet. Vi ste pa tudi odprti za vse, ki želijo z vami igrati. Ja, res. Kako številčna je danes zasedba? Koliko vas je v ansamblu? Danes naš je 7. 7 članov. Imate pevko tudi med vami? Edina ženska, je Blažena med moškimi? Ni edina. Imamo violinistko. Še violinistko. Ja, smo dobili. Bila je pa dolgo samo z vami igrala. Ja, edinstvena. Ampak jaz mislim, ko gledam našo voditeljico, ker je tako lepo oblečena, da bi točno pasala k nam, pa bi bili oktet, 8 bi nas bilo. Ja. Mogoče bi lahko popestrili vaše igranje z glasbo, poleg glasbe še s plesom, pa bi se kak flamenko vključil, ne? Rdeča barva je tudi. Mi smo želela midva reči to, ampak... Sto hotela izvati iz mene. Ja, vse možnosti so v bistvu odprte, zanimive, za razvoj je vredno se potruditi, pa zmeri kakšno novo stvar poiskati, da dejansko tudi nekako publiko v tisti radovednosti pa v zanimanju ohranjate. Že na začetku sem vedel, da bo dobra oddaja. Si vedel, ne? Ja. In to je za bodočnost Mariachijev Fiesta in Jalisco lahko. Lahko. Ne, lahko. Jaz mislim, da je to že stvar rešena. Super, vredo. Koliko nastopov pa, če ste kdaj se sploh lotili, da ste jih uspeli toliko beležiti, da ste jih prešteli, da ste jih nekam zapisali, koliko jih je že za vami? Od tistih čisto prvih nedolžnih, ko ste obiskovali rojstnodnevne zabave, kakšne abrahame, zaključene družbe, pa do danes oziroma do zadnjih nekaj let, ko vas dejansko tudi organizatorji različnih prireditev že povabijo kot glasbeno skupino, da pridete popestriti pa nekaj drugačnega vnesti. Koliko je vseh teh nastopov že bilo? Mogoče čez prst?
Zdaj, tako, dokler se ti ne spomniš. Ne bom se ti kar računaj sproti. Mi sicer to ne štejemo, mi nimamo v ansamblu kronista, ker imamo preveč dela sami s sabo in z igranjem. Ne vem, če gledamo tako, zdaj malo statistično, ne, da imam leto 53 tednov, ne, pa, recimo, če vsak teden igramo, pa ne igramo, včasih se zgodi, da 3-krat na teden, včasih 3-krat na 14 dni, odvisno je, to je, se veste, kako je zdaj, kako je s tem in denarjem in potnimi stroški in vse skupaj to nastane strošek, ampak če je to približno 9-10 let, 10 let bo drugo leto, kaj igramo v tej zasedbi, koliko je to pa nastopil, 530, ne vem, mislim, recimo, nekje, lahko daš plus, lahko daš minus. Ja. Kot tisti Mehičani z vlaka, ko ste se peljala, pa je štel ovce, ne? Ja, no to je tako, podobno, lahko priješ do točnega rezultata. Ja. Veste, kako je bilo s temi ovcami, ne? Razsvetlita me. Dva Mehičana ste se peljala, ne? Nekaj povej ti. No, dva Mehičana se peljete z vlakom, ne, in vidi, tam se ovce pasijo, ne, in pravi, tam nece gleda, pravi, 4664 jih je ovac. Je rekel, pa dobro, kako pa to veš, ne? A je rekel, enostavno, prešteješ noge, deliš za 4 in to je to, ne? To je točno število. No, tako nekje zgleda števil naših igranj. Da si poenostavite. Poenostavite. Na začetku je bilo malo težje, tudi programa nismo imeli, čeprav moram povedati, da je prvi naš nastop bil, smo imeli 4 pesmi samo. Pa smo zaigrali dvakrat, vsako dvakrat, in še to smo igrali za ene Avstrijce. Ki tako niso razumeli. Ja, niso tako razumeli. Naš prvi nastop, ker smo že pri tem, pa je bil na Senovem. To je tudi v teh koncih tle v Posavju. Tako da razmišljamo tudi o koncertu ob 10-letnici, o tem bomo verjetno kasneje še kakšno rekli, ampak da bi prišli na Senovo tam, kjer smo pravzaprav začeli. Ker ste začeli, da se vrnete na kraj zločina. Nimamo nič stičnega s Senovem, razen mogoče zadnji dogodek, ki je bil z našim potovanjem v tujino, ko smo zdaj nazadnje bili v tujini, ampak igrali smo že vmes, so bili prav folkloristi iz folklorne skupine Senovo, smo bili skupaj. No, pa potem nekaj stičnih točk že imate. Oni so predstavljali slovensko glasbo, mi smo predstavljali mehiško, pa še en zbor smo imeli prepelice iz Dolenje vasi, torej cela posavska zasedba je bila na Poljskem, ne? Na nekih koncertih, ki smo igrali izključno samo za Poljake, ne? Teda prav fajn je bilo. No, pa ko ste že omenili to vaše potovanje po Poljskem, na kakšen način ste pa sploh šli tja? So vas oni povabili, ste vi koga povabili? Zopet z avtobusom. Vse se začne z avtobusom pri vas. Upam, da se bo tudi končalo z avtobusom. No, fajn. Ne, to je sicer izmenjava bila med društvom Žarek iz Dolenje vasi. Z tem društvom smo tudi Marjači dosti povezani, večkrat nastopimo tam na koncertu, oziroma kadar imajo oni kakšne prireditve, pa pridemo mi v goste, oziroma oni k nam in tako naprej. In ena izmed pevk pripelici iz Dolenje vasi je rojena na Poljskem in se je poročila v Slovenijo in tukaj živi. In tako je šla cela ekipa, avtobus cel, smo šli na Poljsko igrati, imeli nekaj koncertov, spoznali nekaj novih ljudi. Celo se je zgodilo to, da oni pridejo drugo leto k nam na obisk in tako da se mednarodno na ta način povezujete skozi glasbo. Ja, zelo fajn, kajti naša glasba, glasba naša oziroma naše petje, naš govor, pravzaprav to je španski jezik, pravzaprav paše povsod, Zdaj, kdo razume špansko je okej, kdo ne, muchas gracias y finita. No, v glavnem, ta glasba posod, ker jo imajo radi, a imajo jo radi po celem svetu, posod lahko isto igraš, vse mi igramo tudi v drugih državah, ne samo v Sloveniji, tako da je to fajn. Je občinstvo zelo raznoliko pri vas? Zelo raznoliko, ja.
Pa če gremo kar k vašem imenu, Mariachi, Fiesta in Jalisco, nekdo, ki mogoče ni toliko vešč tujih jezikov, bi imel kar nekaj težav pri izgovorjavi. Se vam je pa tudi že zgodilo, da so vas narobe poimenovali, marsikje. Mogoče ravno zaradi tega jezikovnega, zaradi te jezikovne zahtevnosti, ali ste vmes tudi vi imena spreminjali, kako je s tem? Ja, s tem je kar veliko. Je cela kolobocija. Ja, spremlja nas že od samega začetka. Zdaj, najprej, zakaj Mariachi, Fiesta in Jalisco? Najprej, zakaj? Mi smo na začetku, ko smo se ta skupina dobili skupaj, smo študirali ime, kaj ime. In nam, Slovencem, ki bi pač želeli nekaj posnemati, pade v glavo recimo Mariachi La Paloma. La Paloma se pozna. In La Paloma, Mariachi La Paloma so že obstajali. To je tista prva skupina, ki so bili v Dobovski, to je bila ta skupina za Dobovski fašnik. In tudi oni so se potem malo razvili in že delovali in so bili Mariachi La Paloma. In La Paloma je nam vsem Slovencem znano ime. Nekaj mehiškega je, večina La Paloma, pa Sekiero, pa tak, ne? Dobro, in nam je padlo v glavo, recimo, zakaj ne bi bili Mariachi La Cucaracha takrat, ne? No, in v tem momentu, ko je nekdo od nas izgovoril Mariachi La Cucaracha, dobro znano ime, kratko, lepo se sliši, vsak pozna, da nekaj mehiškega je La Cucaracha. No, če lahko vmes upadem, ne? Ja. Med tem je z nami že igral ta Mehičan, Pedro Zamora. Pedro Zamora. In Pedro, mi vprašal Pedro, kako se pa vi imenujete, ne? Pa smo rekli, nismo še imeli imena, Mariachi La Cucaracha, ne? On pa smeh, ne? Ne. Zakaj je La Cucaracha? Pa to nekaj, kaj ni La Cucaracha? In potem izvemo, ne, da to La Cucaracha pač pomeni v španskem jeziku ščurek. Ampak to niti ne bi bilo tako krivično do takšne lepe skupine, ko smo mi bili, ampak je bilo krivično to, da La Cucaracha v Mehiki pomeni ime za eno od najbojevitejših žena, ki so se borile za takrat njihovo svobodo. In je bila neka narodna junakinja. Junakinja, bom rekel, revnih in poškodovana in vse. In baje ni, ne vem, najlepše zgledala. Nekako bi posegli v njihovo narodno identiteto s tem. Recimo, ja. No in potem smo rekli, ja, kak bi se pa mi lahko imenovali potem, ne? Pa ja, je rekel, on potem ni znal slovensko, ampak je rekel, ja, Mariachi, en Jalisco, en tu, en tam, čaki Jalisco. Ok, znači lahko se povežemo. Mariachi, Fiesta, kar pomeni fešta, to bi mi želeli delati in tudi to skušamo delati. En Jalisco, v Jalisco, to pomeni v Jalisco, Mehika. Tam se je pravzaprav rodila ta glasba v Jalisco. Guadalajara je glavno mesto te zvezdne Jalisco države. In to je zvezdna država. Ogromna stvar skrčimo potem ven mal del v Sloveniji, ki pa želimo njihove pesmi prezentirati, ker tudi sami mi uživamo ob njihovih izvedbah. Je pa res, da s tem imenom, ne, kakorkoli nam odgovarja in vse ok, ampak včasih nam kdo napiše, preden gremo nastopati, dajte nam, napišite, kako se imenujete, kako, ne. Da ne pride spodrsljajev. Vsega, samo Mariachi, Fiesta in Jalisco, ne. Ja. Ampak zgleda, da je tudi zanimivo. Ja. Potem se v to vstavi nekdo in zakaj tak in zakaj tak. Ja, in to vpraša. Mogoče je to dvorezen meč, ne? V vsakem primeru pripomore tudi k vaši prepoznavnosti in da se nekako med ljudi ponese sploh zavedanja in informacija, kako ste do tega imena prišli. Ja, in to mi tudi na naših koncertih razložimo, ne, ljudem, tudi kadar imam neke pesmi, ki ljudje ne poznajo, pa razložimo vsebino te pesmi, ker pač si ne razumeš špansko, ne, in tako da... Nekako se potem tudi laže poistovetijo s tem, kar igrate. Ko enkrat razumeš, zakaj se gre, se na koncu v opero greš tudi, ne, pa ne razumeš nič, kaj poje, celo se najde včasih, da v 5-6 jezikih poje v isti operi, ne, naenkrat, ne. Ampak, pol ti objasnim, vzemo tam imaš
dobiš napisano, kaj pravzaprav se bo dogajalo v tej operi, oziroma če poznaš že odprej, ne, ampak mi to razložimo, kaj so razne pesmi, ne, tudi na konca La Paloma, ne, pesem, ki jo vsi poznamo v Sloveniji, ne, mogoče redko kdo pozna, kaj pravzaprav je to, kaj to pomeni, ne. To je čisto navadna golobica, ne. Ja, vsebina je tista, ki potem človeku nekaj vzbudi, ne? Je pa tudi glasba tista, ki pa nekaj premakne dodatno, poleg vsebine. In kateri so tisti inštrumenti, nekaj sta jih danes tudi prinesla seboj, na katere vse v glasbeni skupini igrate in kateri izmed teh so, bomo rekli, izključno nekako španskega pridiha? Dobro. V našem bendu obstajata 2 trobenti, ki tudi mehiške glasbe, mariači, ne moreš si zamisliti brez trobente. Potem je violina, ki tudi ni tukaj, pa kitara je tudi pripadnica. No, potem pa tukaj vidimo pa en inštrument, o katerem bo pa Andrej več povedal. Dam pa njem prednost zato, ker se tudi dostkrat sam pohvali, da ima on največjega. Inštrument smo mislili. Je lepo, to je lepo. Ja, vidiš, na kaj drugega je sploh nisem pomislil nikoli. Ampak dobro, inštrument, se že nagne. Potem bom pa še jaz za mojega malega povedal, ker pa na mizi ga lahko dam na mizo in Andrej izvoli. Pa bomo od največjega do najmanjšega. Evo, Andrej izvoli. No, mi uporabljamo tipična mehiška glasbila. No, če smo že pri tem, ta se imenuje gitaron, tale moj instrument, tega jaz igram. To je, pri nas bi rekli, bas instrument, ne, ker je pa sicer drugačni od kontrabasa, od bas kitare in tako naprej, od tam je 6 strun. Ta je tudi iz Mehike, ta ni narejen, ne vem, ki je doma, kakorkoli, to je mehiško je njegov instrument. Pravzaprav vsi instrumenti so mehiški, ki jih mi uporabljamo, ne. Ki sicer, če bi to bilo kaj drugega, ne bi to tako zvenelo. To mora zveneti po mehiško. Zdaj, zakaj on takšne oblike? Zato, da je praktičen, ker je Mehičani oziroma mariači veliko igrajo podoknice, ko smo na prostem, nimajo stojal. Ni stojal, pa nekaj, ne vem. A to je pač original, ki so oni si to zmislili že pred davnimi leti, oziroma celo iz nekih virov smo izvedeli, da je pravzaprav mehiška glasba prišla pravzaprav iz Dunaja. Mehiko, nekaj, če gledate naše oblačila, bolj spominjajo na vojaška oblačila kot narodne noše, ki jih mi poznamo. Ne? Ampak, skratka, to je instrument, ker je bas, igra, glavnim je podpora vsem ostalim, vzad, ritem in tako naprej. Tako da, ne vem, izdelan je iz posebnega lesa, tudi tam, da drugače zveni, ne? Ker je recimo mali instrument proti kontrabasu, ne vem, pa je tudi glasen, če ni celo bolj glasen kot je kontrabas, pa je tako velik, ne? Pa kontrabas ima velik vrat, ne, tamo čisto malega, kratkega, ampak... Ma svoje specifike. Podobno kot imajo Dalmatinci tamburice, da izvabljajo ta njihov značilen zvok, imajo Mehičani verjetno ta gitaron. Oziroma še bolj tamburici podobno, bom Miran razložil o svojem instrumentu. Moram priznati, da ko sem prišel v ta ansambl, nisem imel pojma o tem instrumentu, mislim, da še danes nimam, ampak zaenkrat gre, ne, mislim, gre toliko, da fajn, ne vem, kaj bi rekel o tem, jaz vesel sem, da lahko ta instrument igram, če smo še kaj več pogovarjali, bomo še kaj razložili, daj sem še vesel, kadar imamo kakšno tako stvar, v glavni ta gitaron, to je instrument, ki ga v življenju nisem niti sanjal, ne, ampak evo, danes ga igram. Ga je usoda namenila, da ga uporabljate in z njim razveseljujete. Enkrat sem bil pri eni vedeževalki, ker sem že vzema srečali, smo se nekje, pravi, lahko vam nekaj šlogame, kakoli, ne. Pa je rekla, vi boste glasbeno kariero končali kot mariači. Jaz si gledam, to ni res. In ko so prišli fantje pome, če bi šel igrati z njimi, sem se spomnil tega, sem rekel,
ampak nekaj je v tem, očitno nekaj je. Pa nisi mislil takrat, da je že takrat konc pol vsega, ko smo te prišli prašati. Ne. A ja, šele začetek je bil, vidiš. Če ste šele pred vašo prvo okroglo obletnico, potem gotovo še vas veliko lepega čaka, pa še veliko glasbenih nastopov. Želje so takšne, ne? No, Da bo tako. Zdaj dava pa še Miranu besedo, da pa spregovori o drugem, manjšem. Tako. Zdaj, če jih pogledate tako vizualno, sta si podobna, ne? S tem, da ima, recimo gitaron, ima 6 strun, to pa je mehiška ritem kitara, da bomo več razumeli. To je njihov ritem inštrument, ki pa ima 5 strun. Zato, ker ima krajši vrat, so tudi malo drugačni prijemi, in je prav namenjen, bom rekel, prav en okrasek na podlago kitare in pa gitarona in ima en poseben pridih tej glasbi in brez vihuele tudi ta glasba ni to, kar bi morala biti. Ravno tako, kot ne brez gitarona, kot ne brez trobent. Skratka, celota je tista, ki naredi glasbo odlično. Tako, ker če se vrnemo res tam nazaj, začetek mariači zgodbe v Mehiki nasploh, to so bili te inštrumente, to so tako lahki inštrumenti in izdelovali so si jih sami tisti revni ljudje, ki so si pač zabavo delali sami zase ob večerih. Od tam je potem tudi to zraslo, potem pa jih je višji sloj, takrat je bilo malo več razmak, ali je pa manj kot zdaj, višji sloj slišal, in so jih povabili igrati, da so tam v enem kotu igrali, ko so imeli oni zabavo in potem so oni igrali, pa so drugi slišali, wow, to je pa fajn, tudi nekaj zaslužka, pa so si še tega naredili, pa so šli drugi drugam igrati in potem je to raslo, ker zmeraj boljši, kater mariači je bil, več je imel posla za preživetje takrat. Pa je to tudi v takem razmahu, kot je recimo pri nas v Sloveniji, marsikdo se pošali, da že skoraj vsak, ki ima malce posluha za glasbo, pa harmoniko lahko narodno-zabavni ansambel ustanovi. So tudi mariači recimo v tem španskem, mehiškem okolju tako pogosti? Bom rekel, da skoraj res tako, če ne še več. Tam recimo, tam je doma mariači, tam je vse podrejeno temu. Večina, tudi na Kubo. Če greš, tudi nekam, to je glasba, ki ti seže v srce. Ne vem, kakšno razpoloženje lahko imaš. Lahko si zaljubljen, lahko si nekoga zgubil, lahko nekoga čakaš. Vse se to uglasbi. Vse je to nekje, res se to dotakne. Še danes je to skoraj tako, ker ti tam na Piazza Garibaldi v Guadalajari, to je glavno mesto države Jalisco, tam je ta prostor, ta pijaca, kjer vsakodnevno igra po 50-100 mariačijev. Skupin, ja. In tu na trgu igrajo... Vsak igra nekaj svojega in ne vem, vaš fant si je zaželel za vas nekaj in pride tam do tisti, ki se mu najbolj dopadajo, jih povabi, pa pride k vam pod okno zapet. In to se dogaja še danes vsak dan. Je pa razlik, ne morem reči, tako ko ste omenila v Sloveniji, resnično nekdo, ki začne igrati, ravno tako je tam. Nekdo je primoran, da bi tudi nekaj zaslužil, ne? In enostavno skozi to, ali za hrano, še zmeraj igrajo nekje za to. Potem pa so te razlike, da prideš potem po stopničkah pa do mariači Vargasov, de Tecalitlan, ki so pa nekje najbolj priznani. To je pa že virtuoznost te glasbe. To je pa smetana tako. v tej glasbi. Ste pa kdaj morda tudi obiskali kraje ali vsak zase, mogoče s svojimi družinami, z boljšimi polovicami ali pa skupaj kot glasbena skupina, mogoče Španijo, Mehiko, kraje, kjer se glasba mariačev preigrava? Želje so bile, zdaj pa ne vem, če bi sploh povedal, da ponovimo to, kar smo si zaželeli in kaj se je dogajalo lani, ne, Andrej? Lani smo res imeli srečo. Ja.
Od januarja že, ne? Tako, od 1. In smo januarja. v celem letu skoraj vsak mesec bili v Mehiki. Lansko leto, skoraj celo leto, vsak mesec, ampak skoraj januarja, skoraj februarja, skoraj marca. Do tja pa niste prišli. Nismo še prišli, ampak skoraj. Skoraj, pa to je čist blizu, ne? V glavnem želje so vsakega nas posameznika, sigurno bi se želel tam pojaviti, da si enkrat v tem duhu tam med tistimi, katere zdaj gledaš na YouTube, da igrajo, pa se včasih kar raztopiš, se bi jaz tudi tam bil, da to doživiš. Jaz mislim, da če bomo upali k tem še naprej, da bi se znalo tudi to enkrat zgoditi. Ja? Bomo potiho povedali, da decembra je nekaj v igri, letos pa bomo še videli, če bo to možno. Moram pa še to povedati nekaj, če lahko, ko smo govorili o instrumentih, ne? Te instrumenti nikjer v Evropi ne dobiš, tega nišče ne prodaja. Tudi strune za te instrumente ne moraš dobiti nikjer. Ste morali uvoziti vse. Mehika ne izvaža ven in to so takšne poti, da priješ do strun, do instrumentov, do oblačil. Prav nerodno je, ampak če se potrudiš to. Pa potem, ko uspe, pa ko je zadeva izvedena, polje pa verjetno veselje tudi ne potisno. Ampak recimo vse je povezano s financami, ne? Nič ne moreš, vsako stvar plačaš, pa je tam ceneje in dokler do tebe pride, je to takšna cena, resnično je, te poti so drage. Tisto, kar je redko. Še zmeri, če kdo to gleda oddajo, ali pa sigurno bojo gledali, boljš, da nam pomagajo priti v Mehiko, ne? Ja, bo zelo dobrodošlo, da si tam pač stvari nakupimo. Od spodaj boste napisali naš transakcijski račun. Ja. Na kakšen način lahko vam ostali gledalci pomagajo? Da nam pomagajo priti v Mehiko, ne? Ja, to je bilo dobro. Zdaj malo jamram, ampak moram povedati, da si imamo mi v našem orkestru, v našem ansamblu zelo lepo, da uživamo v tej glasbi, uživamo na potovanjih, uživamo na nastopih, pa tudi, kada se privatno srečujemo, vsi imamo to glasbo radi in seveda želeli bi si vsi, da gremo v Mehiko. Pa do zdaj se nam je zgodilo, da je Mehika velikrat prišla k nam. Lansko leto je bila tudi mehiška televizija pri nas, snemali so dokumentarc o mariači glasbi v Jugoslaviji bivši, ne, tudi do nas so prišli, tako da se predvaja naša glasba tudi v Mehiki po televiziji, čeprav še mi tam nismo bili, ampak bili smo, torej ta televizija mehiška bila pri nas. Mi smo, moram se pohvaliti, če dovoliš, Izvoli. Moramo povedati, da bomo imeli v Sloveniji 2020 svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Izbor za to svetovno prvenstvo je bil pa v Mehiki. In takrat nas je Olimpijski komitej prosil, da smo posneli našo Golico, smo posneli na mehiški način in so to glasbo ob predstavitvi Planice predvajali v Mehiki in ne samo zaradi nas, da je to malo skromno povedano, ampak vseeno dobili smo svetovno prvenstvo. Tudi vi ste pripomogli na svoj način, sigurno, ne? En kamenček zraven tega je sigurno, ne? Ko ste prej omenila, kako je težko priti do strun, do instrumentov, konec koncev do teh čudovitih oprav, v katere sta danes oblečena. Kako pa ste denimo prišli do kostumov? Se lahko reče temu kostum? Ker je dejansko je to preobleka, ki je namenjena samo takrat, ko vi igrate. Tako imajo Slovenci narodne noše, so to tudi posebna opravila. Tako, da so opravljeni v ta oblačila, kadar igrajo to glasbo. In kako ste vi dejansko prišli do teh oblačil? Ste dali to narediti kam v tujino? Ste imeli kakšno pomoč doma? Pa ste po vzorcu dali zadevo sešiti? Kako ste zadevo speljali? Da je malo brala na internetu. To so čisto normalna vprašanja, se mi zdi meni.
Na začetku, ko smo se skupaj spravili, smo vedeli, da moramo biti nekako oblečeni, ker smo pač tega, imamo srečo, da je internet, da vse vidiš in potem si to lahko želiš. Najprej smo se na hitro morali vsi enako obleči. Pa smo si zrihtali bele srajce, takšne rdeče hlače, bolj nekaj smo našili gor in to je bilo za začetek okej. Ampak stremeli smo pa k tem, ne, mi bi radi bili take, kot smo zdaj. Malce bolj prefinjeni. Zdaj pa kako do tega pride, kako. Pa smo se z Andrejem velikrat dobili, mi da se ogromno smo se pogovarjali zmeri in takrat na začetku. In kako vmes zboljšati stvari, kaj bi tam naredil. Andrej ima po svoji glasbeni poti ali pa po svoji poti, kar je v življenju delal, veliko poznanstva, jaz po svoji strani skušam. No in smo potem prišli do tega, da smo prebrskala po internetu, joj Andrej, kak pa to, pa kak bi vezenje, kak bi to naredili, kdo nam bo hlače zašil, kaj če bi naročili, imaš možnost naročiti od tam vse, ampak to moraš dati celo premoženje 50, najbrž. ne to, ni tako drago. Ne, ampak 50 mer nekih tu in potem ti ne veš, ali moraš nehati jesti, dokler obleka pride, ali moraš bolj jesti, kakšna bo, ko vpraša, da ne boš poslal nazaj. Te imate elastične obleke? Rastejo z Ne, vami? mi se držimo tako, koliko kalorij unesemo, toliko jih tudi spravimo ven. Dobra filozofija. Ja, ker nismo že Malo zdaj. več kalorij porabimo kot sicer, ne. Ja. No, v glavnem, in smo prišli do tega, ja, imamo pomoč pri nas, to je delal gospod Rožman, Iz Brežic. Branko. Takoj je bil zato, ker je bilo njem tudi to izziv. Takrat Pedro Zamora, ki je bil naš prvi član, je imel svojo marjačjo obleko, tako da je po tisti meri, po tistem kroju nekako skrojil. Vezenje, ki ga vidite, tu sva našla skupaj z Andrejem na internetu. Andrej je to vse spravil na CD, smo dali Branko, to Branko je rekel, ja, takoj, to bo zrihtali, je leto v Velenje. V Velenju so na 6-glavi mašini, na 6-glavnem stroju tu zvezli. 9 metrov ima vsak Ja, sebi. zdaj sem hotel prvo reči, če bi uganili, koliko metrov je tega. Ne, pa Tako da neč nimamo hudega. nagradnega vprašanja. Ja, lahko ga boš bolj postavil. Potem je Od glave tudi do pete. teža vaša malenkost višja, kot bi bila sicer moramo zaradi manj same pojesti, obleke. Ja. Ja, imeli smo tudi pomoč, bom rekel, tudi nismo sami financirali. Zdaj ne vem, kak je na tej televiziji. Reklamirali ne bomo, ampak se pa verjamem pa, da ste zelo hvaležni vsemu, ki je Hvala pomagal. lepa. Tistim, ki boste gledali, pa veste, da ste krivci za to, Pomagali. da imamo mi take obleke. V glavnem zelo hvaležni smo bili, ker to ni bilo prav poceni, no, tako lahko rečem. Mislim pa, da bomo še morali nekaj narediti, no. Pa ste klobuke tudi morali po naročilu dati izdelati? Tudi. Ravno to je vse to. v kompletu ali je to Ne, to posebej? je pa gitaron je prav iz Mehike. Vihuela je tudi iz Mehike. Kitara, ki je ni tudi, tukaj je tudi iz Mehike. Sombrera, to je sombrero, njihovo ime za to pokrivalo mehiško, je pa tudi iz Guadalajare. Smo pa tudi od tam naročili in je prišlo lepo v kompletu takrat 6 otročičkov, takšnih, ker smo si kar to tako želeli in ko je bilo to, ko smo dobili prav original. Je še Miran napravil presenečenje na Je bilo nastop, ko tako, smo ja, prišli. res. Nismo vedeli, da jih že imamo, ne bi smo imeli tam Čakali dolgo časa, ne? dolgo in pa pravi, pa ne bi mi drugi klobuke imeli, ne, druge sombrere, ne, ja bi, pa daj bojo prišli, ne, pa jih je prinesel z avta, vse te nove. In tega ste se verjetno razveselili bolj kot vsak otrok darila pod božičnim drevescem. Zato, ker tudi to, recimo, dobro, klobuk pri nas, ampak sombrero tam, to je sombrero, tudi je narejen tako, kak po nekih njihovih vzorcih, po nekih njihovih navodilih. To je notranjost tega sombrera je narejen, dolgo časa traja. To je olesenel lipov list, palmin list, olesenel. In to je prav sušen, prav potem zvit, prav na vse načine.
Te naši, ne, te oni imajo umetno, ampak prav... Originalni, ne? Tudi to je original, da ne bi drugače. Ampak cenovne razlike so takšne in takšne. Zato govorim o tem, ker takrat, ko daš to na glavo, veš, kaj to pomeni. To je res ena princip, ena čast takrat, da to uporabljaš in če veš, zakaj uporabljaš, se, bom rekel, ob tem dobro počutiš. Kakšne so pa kaj povratne informacije strani občinstva, strani poslušalcev, ki niso toliko vajeni glasbe, ki vi dejansko presenetite, vnesete neko svežino, nekaj novega, kjerkoli se pojavite in verjetno dobite tudi kakšen tist povraten odziv strani gledalcev, poslušalcev, občinstva. Mogoče kdo, ki je, tako kot ste že omenili, da je bil v mehiško govorečih deželah, pa je sedaj v Sloveniji in nekako zbudite ta nostalgična občutja, kakorkoli. Kako vam to daje potem tudi voljo za naprej za ustvarjati? No, izzovi me, Andrej, izzovi. No, kar da je Miran povej, no. Dobro, na začetku smo imeli prav ena takšna stvar je zanimiva, res, ne. Nastop smo imeli v Kostanjevici. Ja. V Kostanjevici je bil en nastop. Mene še ni bilo zraven. Dobro, pa vse veš. Ja, takrat, ampak to je res ena takšna stvar, da povemo, odkot smo potem mi zarasli naprej, na kaj smo začeli biti pazljivi. In recimo, moraš, ti pesem poznaš, melodijo poznaš, vse je to ok, ampak ne govoriš tekoče španskega jezika. Takrat, ko smo mi začeli, še tudi ni bilo teh Marisol, pa španski nadaljevank, da bi se ob tem naučil. Ne. Ok, kdo bo pel jaz? Poslušalci tega niso tako poznali, razen tisti, ki so pač... Pa ok, mariači bojo nastopili in mi smo tam lepo nastopali, jaz ne vem zdaj na pamet, katero pesem smo nastopili, ampak jaz sem jo odpel. Špansko, original, vse super je bilo. Jaz sam nisem vedel takrat, kaj pojem. In tudi to so bili eni prvi takšni nastopi, ki tudi malo treme je bilo. In vse se ti pomeša in ti veš, da ne smeš nehati pet, ampak moraš nekaj pet. In sem pel špansko, meni je bilo super, jaz sem se znašel. Dokler? Sequiero, tequiero in tak naprej in mi nehamo igrati. Lepo, vse super, zadovoljni narod je ploskal bo vse. In pride ena taka lepa gospodična, pride do nas, živijo je rekla, kak ste pa vi fajn. Res, jaz pa, sam nekaj me pa zanima, je rekla, jaz se bom poročila, zdaj moj bodoči mož je Mehičan in jaz tudi mehiško govorim, špansko govorim, je rekla, vas pa nisem prav razumela. Takrat sem rekel, jaz nekako sem se znašel takrat ne do narodno momentu, ampak kot glasbenik nekako nastopajoči se mora zmeraj znajdeti, sem rekel, gospa, ali pa gospodična, takrat vete, to je pa iz enega narečja. Aha. Ja, je rekla, ok, pa ampak super, no. To je bilo taka stvar, sem rekel, nič Miran, moraš nekaj bolj se poglobiti v to. Ampak improvizacija pa vseeno dobro uspela, ne? Takrat je uspela, če pa ne bi bilo gospe, ki bi to slišala. Takrat je uspela, ampak zdaj v današnjem času pa jih res spoznaš, da jih veliko pozna to glasbo. Igramo dost takšnih komadov, ki so svetovno znani in jih tudi drugi pojejo. In nam je zelo všeč, ko mi igramo, da vidimo, da nekdo tudi po naši glasbi odpira usta. Ja, poje. To nam je neki pol wow, ne? Ok, super. In tako greš naprej, poslušati veliko, doma vaditi, drugače ne gre, ker nismo rojeni in v tem in ti ne moreš tega prediha, da boš original 100% v to padel, ne boš. Bolj se pa zmeri približuješ tistem, kar bi rad dosegel z poslušanjem te glasbe, z izgovorjavo, s posnemanjem nekoga, ki ti je všeč, kako to glasbo odpoje. Ste pa tudi kakšni profesionalni glasbeniki med vami, da ste kakšno vsaj srednjo šolo glasbeno naredili, ali ste samouki na glasbenih instrumentih? Ne vem, zato pa vprašam, ker marsikdaj se iz takšnih, tako kot ste vi iz Heca, iz Mehiške ohce, tiste ratali ansambl, marsikje tudi iz čist takih, bom rekla, domačih, zabavnih zadev ratajo ansambli, ne? In eni imajo izobrazbo, eni nimajo, eni so pa mogoče res taki naravni talenti. Smo ali naravni talenti, kako bi se lahko reklo,
v našem ansamblu pa imamo tudi ljudi z nižjo glasbeno šolo, srednjo glasbeno šolo in tudi z akademijo. Krasno, se Tako pravi, da- vseh ravni, Vsak lahko prispeva nekaj k temu, da to da ste čim boljši. ja, da je čim bolj originalno, ne? Ker sama zgodba mehiške glasbe je popolnoma nekaj drugega kot tisto, kar smo včasih igrali v Sloveniji, kot slovensko narodno zabavno glasbo, ali pa zabavno, kakorkoli, ne. To je malo drugače, ritmi so drugi, poudarki so drugi, ne vem, vse je drugače, ampak vse skupaj izpade potem tisto, kar ljudje gledajo na nadaljevankah, ne slišijo, ali pa nekdo spremlja špansko muziko, oziroma pravzaprav mehiško, kajti španska glasba, ne samo izvirna prav iz Španije. V Španiji boste težko našli mariači, v Španiji, ne? Ampak špansko, v Mehiki govorijo špansko, pravzaprav to so- Jezik je skupni, edino in bolj. predniki njihovi, ne, se so prišli s Kolumbom, ne, vsi v Španiji, se tam še vedno špansko govori, ne. Tako da, fajn se je čim bolj približati, mi se trudimo s tem in tudi odzivi, to, kar ste vprašali prej pri publiki, do zdaj je še vse tako bilo v redu in ljudje so vedno prišli k nam, da jim je bilo všeč, vidiš, ko ploskajo, uživajo, smejijo se, zabavajo se, vabijo nas na njihove ali koncerte, ali pa še vedno igramo, kot ste prej na začetku menili, tudi Abrahame, ne vem, te obletnice, razne, poroke kot presenečenja, včasih pridemo ob 2 zjutraj kot presenečenje, ne vem, na drugem koncu Slovenije, ali pa v Italiji, Avstriji, ali pa v Srbiji, ne, recimo. Ja. Ampak to je pač naše delo in mi uživamo v tem in kadar je presenečenje pravo, je res užitek, lepo gledati, ne, mi smo celo enkrat je bil dogodek, ko smo, ena gospa je bila stara 80 let, koliko je bila, nekaj tazga, in so družina ji pač privoščili mariači glasbo in smo prišli tam, ampak pri tistih hiši je bilo tako malo prostora, da je bilo naš 7 mariačev, takrat ne si bilo malo še več. Pa gospa je sedela. Pa sama gospa je tam sedela, tudi samo eni smo igrali, ne. Najlepši tak, Ampak je bilo super. to se nam je Veš, vse da tako daš- srčno, ja. Veš, da pokloniš nekomu neki sous, je včasih tako, da te kar recimo stisne, ker veš, da ti to daš, pa moraš včasih kot pevc tudi malo drugam pogledati. Resnično, Ja, te narod stisne, ne? reagira Ja. na to zelo, zelo lepo. No? Ravno sem želela obuditi spomin pa ga podeliti z vama. Spomnim se, ko sem jaz dejansko slišala prvič vašo glasbo, ko je imel prijatelj Vlado 70 let v Velikih Malencah in ste ga prišli presenetiti. No, polnoči mu je, smo mu pripravili A tam ste bila, ognjemet. nisem se ne spomnim tega, ja. Ognjemet in za ognjemetom ste prišli vi in ste mu zaigrali. Sicer je ta gospod Vlado tudi glasbenik, ne, ampak tako kot ste omenili, Miran, tiste solze v očeh, ne, Res je. so en tak pokazatelj, da človeka daneš. Ne? Neka energija se ustvari zmeraj. Danes ga lahko vsi pozdravimo, ne, če bo to gledal, to dajo. Ne, če bo more to gledati. Moramo ga spomniti na tole, zdaj že možaka pri 80 letih. Bo že treba spet iti na tisti most, Seveda. mu zaigrati. Ja, seveda. Pozdravljamo te, Vlado. Se vam je na podoben način, kot ste Miran prej omenili, da je prišla k vam mladenka, ki je znala mehiško, špansko, pa vas ni razumela, se vam je še kakšna zanimiva anekdota morda kdaj pripetila na nastopih, na pripravah na nastop, na vašem spoznavanju z ostalimi glasbeniki? Je bilo kaj takšnega posebej zanimivega, da vi med seboj, kadar se spomnite, se iz srca nasmejite, pa da radi spomine obujate? Ja, pa dobro, nasmejemo se marsikateri stvari, tako, ja, zmeri se kaj takega manjšega pripeti, ampak je nam bolj zanimivo, ne, bom rekel, zdaj včasih smo akterji mi, ne, sami po sebi, da se potem en drugem malo nasmejemo, včasih najdeš nekoga tam, ne, da se malo nasmeješ, ampak da bi rekel nekaj tako posebnega, da bi izstopalo, bom rekel, zmeri je fajn, no. Kar pa bi lahko rekel, recimo, da je tudi povezano z našim delom, ali pa bom rekel v slovenskem prostoru, je pa prav to zanimivo, ne, da so nas našli tudi menedžeri mariačev
ki prihajajo iz Mehike nastopati v Slovenijo. Pa bom rekel, zdaj ne vem, jaz verjetno ne bom koga prizadel, ampak je bilo tudi tega že slišati, da pač naj nastopijo original Mehičani. Ok, to je vse super, ampak potem, ko pa tega več ni moglo biti, pa je bil špil obljubljen, da bojo nastopili original Mehičani, potem so pa prišli do nas, te njihovi menedžeri, pa smo morali nastopati mi in tam v tistem kazinoju noben ni niti pomislil, da mi nismo Mehičani, ne? Ker imamo to je šlo večer šel čez in vse res zanimivo, to je ena taka zanimivost, ker res se trudimo, da gremo čim bolj v originalnost. In tudi takih komadov se učimo, ali pa smo se jih učili in tudi igramo, ki ponazarjajo ta marijači svet, ki ponazarjajo samega marijača, da moreš to pa to skladbo igrati, če želiš to glasbo igrati in predstavljati. Ne? Mogoče še en dogodek, če se spomnim, če imamo še čas. En Slovenec ima v Mehiki svojo turistično agencijo in je povabil svoje prijatelje Slovence na eno zabavo, prišel je domov spet in tudi je nas poklical, če bi mi mu zaigrali na tem njegovem srečanju. In zdaj mi nismo vedeli, ne, človek živi v Mehiki, pozna vse mehiško, tako kot mora biti. In mi smo igrali na tem koncu, on je pa tam za mizo sedel in je razlagal, kakšno je življenje v Mehiki, razlagal tem Slovencem, ne. In ob tej priložnosti pa zaigramo to pesem. Pa smo mi zaigrali. Pa tako spet, a mi se nismo nič dogovorili, kaj bi morali igrati. Mi smo samo čakali, kaj bo zdaj rekel. Ne? Mislim, ne? Mogoče pa kaj ne znamo tega. Ne? Dejansko, da res vsega ne znamo, ker je ogromno te glasbe, ampak tiste glavne pesmi, ki pa so značilne za marijače, to pa skušamo čim bolj odigrati in to imamo vedno v našem repertoarju. In tako se je zgodilo, da je potem on prezentiral celo Mehiko, tle to je bilo na Vrhnji, ki se je dogajalo, ne? Da smo mi cel tist njegov repertoar, ki si je ga on zamislil, ker je predstavljal, ker recimo v Mehiki ob poroki se igra takšna glasba, če nekdo umre, je pač takšna glasba, ob rojstnem dnevu takšna. In on je kar pravil, no zdaj pa igramo to pesem, pa zdaj to, če bo šlo, ampak šlo je čez celo popoldne, je bilo eno nedeljsko popoldne, je bilo v tem stilu in tako so bili zadovoljni oni, mi zadovoljni in še ena potrditev, da je to, da gremo v pravo smer, ne. Krasno. Kakšne imate pa želje? Sedaj boste gotovo z različnih koncev, kdorkoli vas bo intervjuval oziroma vas predstavljal tudi v krajši bodočnosti, posebej, ker vas čaka 10-letnica delovanja. Bo neizogibno vprašanje, kakšni so načrti za naprej, kaj si želite za v prihodnje. Izdali ste tudi že vaš prvi CD, na katerem ste zbrali nekaj uspešnic. Kaj pa je za naprej? Predno boš ti povedal glavni del. Mi smo izdali samo en CD, pa en video, tudi ne video, večjih teh video bilo. Veste kaj, danes sami vemo, da CD-ji niso glavna stvar, da bi lahko to prodajal in ne vem kakorkoli, je pa to kot promocijsko sredstvo, kajti danes je na internetu oziroma na vseh teh spletnih straneh ogromno glasbe in vsega in tam se lahko najde tudi naša glasba. Mi smo pač enega izdali, še ta je en vivo oziroma v živo narejen, da imamo nekaj z rok zadati, včasih ljudje bi hoteli nekaj imeti, pa pol jim to poklonimo. Lahko bi več tega naredili, ne? Mi več tega igramo, kot je pač tukaj na CD-ju, ampak s financam povezano vse. Da ne bomo jamrali preveč. Ne, ampak je resnično. Želje so bile vprašanje. No, se tudi to so želje. Recimo en CD prezentacijski, tako, ampak kot pravim, vse je povezano z snemanjem, z časom, ker tudi ne živimo od tega. Ne? Vsi imamo še službe, ne, čisto vsi, no.
Eni več nimajo službe, tudi In bomo se na koncu lažje. Skratka, vsem je to prostočasna dejavnost. Tako. Čeprav nam vzame veliko časa, ampak ne da nam vzame, pravzaprav si mi ga sami vzamemo, radi nastopamo, radi igramo okrog, ker mi igramo tudi čez teden, takšno možnost imamo, kadarkoli kdo se spomni, jaz bi pa imel, ne vem, v torek ob 9 zvečer, ne vem kje. Se potrudite in greste. Potrudimo se. Tako smo se dogovorili, se drugače ne gre. In to gre fino. Moraš postaviti to na eno mesto tam, da tudi, ker nas je le 7, zdaj ne moreš ti po svoje, vsi moramo biti na špilu, moramo biti vsi. In če enega ni tako, brez nekoga sploh ni možno igrati. In smo se tako odločili, da moramo tem podrediti, časa pa ogromno vzame, tudi z vajam doma. Mi nismo rojeni v tem duhu, tako kot sem rekel, tega se privajamo skozi glasbo in moraš doma vaditi, da prideš potem na vaje skupaj, da nekaj narediš, ker drugače to lahko traja v nedogled. Moraš, zato pravim to, ker doma dosti časa to vzame, ampak ga imamo radi. Tako smo se odločili in to delamo. Kar človek z veseljem dela, ne dela težko in ne jemlje to kot neko obremenitev. Res. Cilj sem prej povedal. Da greste, odletite. To nam je cilj in želja. Ene cilje smo si tudi zastavili, ampak to ne bi še dal v javnost, da ne bomo nekaj smeta ne podali predno bi skočili, ampak je nekaj zelo, zelo zanimivega, kar bi se lahko zgodilo proti koncu drugega leta. Tako je, ja. Ne? Bom rekel, zelo zanimivo bo, če bo do tega ratalo, če ne bo pa malo manj zanimivo, pa bo malo prej. Bomo vaši televiziji poslali. Ampak, ja, vabilo, Obvestilo, res, to je nekaj taga, da je cilj, ker si moraš nekaj zastaviti, da veš, zakaj delaš. Ja, tudi, vse je možno, vse možno. Ste odprti za različne možnosti, za vsa sodelovanja. Zelo. Kakšna publika pa najraje posluša vašo glasbo? Ste kdaj nekako vrgli oko na vaše občinstvo, da ste lahko prav določili, več je žensk, več je moških, več je mlajših, starejših, srednjih? Je možno tule prav izločiti, kdo so tisti, ki so najbolj zvesti poslušalci, marijači glasbe? Andrej, najbolj nekje, res ne najmlajši, bom rekel, zato, ker te glasbe niti niso poznali prej. Poznajo te moderne. Tako, ja, ampak starejši te, ne, starejši, ja, ker pač je to glasba jih je spremljala od mladosti njihove, pa do danes, ne. Ampak recimo, če se spomniš, ko smo igrali na plaži Mia, ne. Ja, tam, evo, zanimivost. Tam smo prišli na plažo, ne, je bilo to postavljeno vse v mehiškem stilu, tam pa sedijo sami mladi. Večina mladi, vse. Okrog 20 let se smo rekli, kaj pa bo danes tega? Mi nismo navajeni, ker starejši to bolj in reagirajo in pokažejo. Moram povedati, en lepših večer je takrat bil to. Res. In to večina igramo, ne rabimo ozvočenja, ne rabimo nič. Nismo moteči nekomu tam, ki te tisti moment ne bi želel poslušati. Mi gremo najlepše in najlepše izpade okrog mize, tako da tistem, kateremu zaigraš, res ve, da si on to zasluži. Zato sem prej malo heco rekel, mogoče se tisti večer kaj dogaja takšnega. Mogoče mi prispevamo k temu, da pa mogoče pa... Ja, ker je to ena posebnost. Resnično še tega potem spomniš. Nekako je ta glasba posrednik, da kar recimo moški želi povedati, ženski pove preko glasbenika. Ali obratno. Tudi, ja, seveda, to pa vsekakor. Je to, tako se dogaja tako. Res lepo. Tako da je vaše poslanstvo ne samo glasbeno, ampak ste mogoče zaslužni tudi za kakšno novo prepletanje vezi, osebnih, ljubezenskih. Če se to zgodi, da potem bomo igrali na poroki. Tako, pa da ste potem, da spremljate to pot naprej. Če pa ni tako fajn, potem pa lahko tudi, mi igramo tudi na ločitvah, tega je zmeri več. Ampak fajn pa je, če se to isti dan zgodi, ne? Če se poročijo in če pač ločitev, 2 muske imajo na en dan, pa eni potni stroški samo. Tako in je to vse... Gospodarno gledate. Hvala lepa, Miran in Andrej, da sta si vzela čas in da sta se oglasila tu. Čas se nam je iztekel, čeprav bi, verjamem, da bi še imeli kaj za klepetati. Si vzela časa do polnoči danes, ne?
Vse, ko bomo kamere ugasnili, lahko še kakšno rečemo. In če lahko jaz skozi improviziram, kot je Miran na tistem nastopu. Muchas gracias por visitar a nuestro studio y mucho felicidad y mucho suerte en tu música. Wow, bravo. Verjetno ni najbolj pravilno, ampak razumela sta me. Odlično. Muchas gracias. Sí, señorita. Hvala lepa. Hvala lepa, Doroteja, hvala. Hvala. In seveda celotni ekipi, ki je za kamerami, ob kamerah in v režiji. Mahamo vam. Tako, in smo 1. septembrsko oddajo pripeljali do konca. Upam, da vam je bila današnja oddaja všeč, nekoliko je bila drugačna od tistih, ki smo jih bili vajeni v začetku leta. Verjamem, da če še niste slišali glasbene skupine Mariachi, Fiesta in Jalisco, da boste spremljali kakšne napovednike dogodkov in če boste zasledili, da kje igrajo, verjemite, splača si vzeti urico ali dve in jih v živo poslušati ter tako okusiti košček španskega, mehiškega temperamenta na slovenskih tleh. Lep pozdrav do prihodnjega torka in lahko noč. Sí, señor.